Ok, pozabimo na vse, kar mislimo, da vemo o tematskih parkih. Tukaj ne govorimo o še hitrejših vlakcih smrti ali pa še malo večjih gradovih, ne. Pripravite se na potovanje v čisto novo raven resničnosti. Začnimo z enim preprostim vprašanjem. Kaj pa, če obisk tematskega parka ni več samo pasivno sedenje na nekem vlaku, ki pač pelje po tirih, ki so že vnaprej določeni? Kaj, če je celotno doživetje nekaj popolnoma drugega? In gremo še korak dlje. Kaj, če bi ta park, ta svet, bil dobesedno živ? Svet, ki se ne samo odziva, ampak se dejansko uči, se prilagaja in raste z vsakim obiskovalcem. Svet, kjer vsaka odločitev odmeva in, ja, spreminja celotno zgodbo. In točno to nas pripelje do te osrednje ideje. Govorimo o popolnem zlitju fizičnega in digitalnega. Obiskovalec ni več nek pasiven opazovalec. Ne, postal bo glavni junak, režiser in igralec, vse hkrati. Ok, pa poglejmo prvi tak koncept, ki to idejo res postavi na glavo. Imenuje se Nexus. In kako si ga najlažje predstavljati? Kot živi ekosistem, ki deluje kot ena ogromna množična spletna igra, ampak v resničnem svetu. Kje to sploh je? Sredi Dubajske puščave. Koncept živa spletna igra vlog oziroma MMORPG. Ampak najbolj nor del je tehnologija. Vsak obiskovalec dobi poseben neurosenzorični obroč. Ta omogoča, da stvari upravlja z mislimi in, kar je še bolj neverjetno, da dobesedno občuti vse, od vetra na obrazu do recimo udarcev v bitki. In kam nas ta tehnologija popelje? No, najprej v pravo kiberpunkovsko megamesto, samo predstavljajmo si, 300 metrov visoki nebotičniki iz prozračnega grafena, povsod naokoli leteči avtomobili in ekipe, ki se podajajo na misije, kot je recimo vdor v nek korporativni stolp, pri tem pa uporabljajo čisto prave drone in magnetne rokavice za plezanje. In potem popoln preobrat. Iz neonskih ulic se preselimo v fantazijska kraljevstva. Gradovi lebdijo na magnetnih poljih. In tukaj se, recimo, 100 igralcev naenkrat bori proti umetni inteligenciji, ki igra vlogo boga. In ta AI se uči iz vsake bitke. To pomeni, da nobena borba ni nikoli ista. Naslednja postaja preživetje. In to v postapokaliptičnem svetu. To ni samo neka kratka igra. To je 3-urno doživetje v pravem bunkerju. Hrana in voda sta resnično omejeni, nasprotniki pa inteligentni AI mutanti, ki se sproti prilagajajo strategiji celotne skupine. Potem pa imamo še sono vesoljske opere, kjer so izzivi čisto drugačni. Lahko se odločimo za čisti adrenalin, 100-metrski prosti pad v vakuumskem tunelu ali pa za miselni izziv, pogajanja z naprednimi AI nezemljani. In pozor, odločitve tukaj vplivajo na globalno zgodbo celega parka. In vse te poti vodijo v eno točko, v jedro Nexusa. Tu se vsak večer zgodi veliki finale. Igralci iz vseh con se združijo v eni sami epski bitki. Vse skupaj poganja ogromen kvantni računalnik. In ne gre samo za zmago. Zmagovalci dobijo dejanski delež dobička celotnega parka. Skratka, Nexus je digitalna fantazija, ki se odvija na Zemlji. Ampak, kaj če bi šli še dlje? Kaj, če bi obstajal koncept, ki ne simulira resničnosti, ampak jo potisne do absolutnih meja, kjer izziv ni več premagati umetno inteligenco, ampak preživeti fiziko in neusmiljeno praznino vesolja? No, pa se premaknimo z Zemlje. Orbitalis, to ni več tematski park v klasičnem smislu. To je prva prava vesoljska turistična postaja, lokacirana v nizki zemeljski orbiti. Poglejmo si te podatke. Lokacija, 400 km nad Zemljo. Kako priti tja? Z raketami podjetij kot sta SpaceX ali Blue Origin. In cena? Ja, $500,000. Ampak to vključuje tudi 3-dnevno usposabljanje za astronavte. To ni več simulacija. In tu so atrakcije nekaj posebnega, ker se zares opirajo na fiziko vesolja. Predstavljajmo si kozmični kvidič v areni brez gravitacije. Ekipe letijo s pomočjo eksoskeletov, lovijo magnetne žoge, to je doživetje, ki ga na Zemlji preprosto ni mogoče ponoviti. Ali pa recimo modul marsovske kolonije. To je 24-urni izziv preživetja, skupina mora zgraditi bazo, reševati tehnične probleme, vse to v okolju, ki je narejeno iz pravega marsovskega prahu, pripeljanega z dejanskih misij.
Ampak ne gre samo za zabavo, je tudi izobraževanje. Recimo v modulu Globoko vesolje lahko obiskovalci doživijo simulacijo padca v črno luknjo. Ta simulacija temelji na resničnih znanstvenih podatkih. S pomočjo posebnih oblek lahko celo občutijo silo, ki ji rečemo špagetifikacija. To je, ko te gravitacija raztegne kot špaget. In potem vrhunec vsega, izlet na Luno, na pravo lunino površje. Tam lahko obiskovalci izkušajo skakanje v 6-krat manjši gravitaciji ali pa odgrajo partijo golfa. In zaradi odsotnosti zračnega upora žogica tam leti več kot 2 km daleč. Noro, ne? Vem, vse to se sliši kot čista znanstvena fantastika, ampak temelji na tehnologijah, ki so že danes v razvoju. Kako je torej vse to sploh mogoče? Pa poglejmo, kaj se skriva za to magijo. Ključno je, da ne gre za eno tehnologijo, ampak za zlitje večnih. Imamo kvantne računalnike, ki ustvarjajo neskončne, neponovljive scenarije, potem je tu bionika, ki obiskovalcem da začasne, skoraj nadnaravne sposobnosti, umetna inteligenca deluje kot nekakšen osebni režiser, ki vsakemu ustvari čisto svojo zgodbo. Vse nagrade so digitalna sredstva, recimo NFT-ji, celotni parki pa delujejo na čisto energijo iz fuzijskih reaktorjev. Ok, vse to je seveda noro zabavno, ampak zakaj je to v resnici pomembno? Vpliv takšnih projektov gre daleč preko meja zabavne industrije. Vpliv je res ogromen. Poglejmo, kar 40% vpliva je na področju izobraževanja, učenje znanosti skozi igro. 35% odpade na ustvarjanje čisto novih delovnih mest, od inženirjev pa do igralcev. In preostalih 25%? To je neposreden znanstveni napredek. Podatki iz teh simulacij se namreč uporabljajo za urjenje umetne inteligence za prave vesoljske misije. In ko si tam, ko stojiš na vrhu simuliranega Olympus Monsa ali se boriš proti AI bogu, se ti neizogibno porodi eno vprašanje. Vprašanje, ki presega samo igro. In odgovor? Morda je v tem, da meja med resničnostjo in izkušnjo počasi postaja nepomembna. V teh prihodnih svetovh mogoče sploh ne šteje več, kaj je resnično. Šteje le intenzivnost doživetja. Pomembno je, da si tam in da si živ.